Dober dan. Živijo. Imamo izredno situacijo. Situacija v Piranskem zalivu se je zapletla. Prijateljska Republika Hrvaška je včeraj objavila strogo zaupne posnetke pogovora med slovenskim arbitrom na arbitražnem sodišču v Hagu in predstavnico Republike Slovenije, agentko, ki se ukvarja z arbitražnim nesporazumom. Afera je enormno velika. Arbitražni postopek je kompromitiran. Najina naloga pa je, da pogledava 2 koraka naprej in 3 korake nazaj. Pravila arbitraže govorijo o tem, ne, da so arbitri neodvisni, ne, in da niso v funkciji, da bi sprejemali kakršnakoli navodila vlad držav, iz katerih prihajajo. V primeru Jerneja Sekolca, kot se kaže in kot je moč razbrati iz tonskega posnetka, se tega pravila arbitraže ni držal. Res je. Res je. Ja, mislim, tako, prebral sem intervju na STA-ju z nekdanjim direktorjem Sove, gospodom Podbregarjem, ki je ocenil, da glede na dolžine, to se pravi 45 minut, pa še 2 posnetka nekoliko manj, in glede na specifiko govora, ne toliko dialekt kot slang in tako naprej, ne dvomi v to, da je posnetek avtentičen. To se pravi, da ponaredek to verjetno ni. Ne, ni, ne. Ja. Mislim, če bi obstajal minimalni indic, da gre za ponaredek, bi verjetno kdo že frcnil v obtok to interpretacijo, pa ne, kot kaže ni. Pravi, ne, imamo arbitra, ki se je pogovarjal s predstavnico slovenske vlade, ki je z njo razpravljal o trenutni situaciji in prognoziral možne razplete. Človek mora iti. Jaz mislim, da o tem težko dvomimo, mislim, o pravilnosti take poteze, ne. Mislim, da bi oba... Mislim, sej dosti verjetno, da bo v naslednjih urah odstopil, oziroma ne, občinstvo, ki bo to gledalo nekoliko kasneje, ne, bo verjetno že to storjeno. Bo verjetno že konstatiralo, da govoriva o stvari, ki se je že zgodila. Ne. Zelo verjetno, ja. Ja. Ker tako je tudi korektno. Dejva tako reči, ne, se pravi, dejstvo, da je slovenski arbiter komuniciral s predstavnico slovenske vlade, je nedopustno, pika. Ja, ne gre za vsebino razpravljanja, gre za formo razpravljanja. Nedopustno je. Nedopustno je. Mislim, jaz sem to stvar poslušal in sta pač noter preigravala razumne argumente, pač in slovenski interes sta preigravala, ne. Ampak to je nedopustno, ne bi smela. Zato, ker so bila pravila postavljena, da se to ne sme. Postopek mora biti neodvisen, nekompromitiran, vse tako naprej. In mislim pa, da je tudi že premier Cerar pač pozval k prevzemu odgovornosti. Ja, prevzem odgovornosti je sopomenka za poziv k odstopu. Tako je, ja. Ja. Okay. To smo odkljukali, to je nedopustno, ne. To je nedopustno. Morava pa po mojem še eno reč predebatirati, in sicer gre za to, da ni zgolj nedopustno, pač pa je tudi strahovito neumno, ne. Namreč živimo v času, ko zasebnosti na telekomunikacijah ni. Predpostavka vsakega, ki se pogovarja po telefonu, je, da je v javnem prostoru, da je tako rekoč v etru, in vendar, ne, tukaj imamo opravka z izurjeno diplomatko, ki se tega ni zavedala, in pač z mednarodnim arbitrom, ki se očitno tudi ni zavedal, ne, da debatira tako rekoč v javnem prostoru, ne. Ja, tega še ne vemo, ne, ker če sta ona debatirala po zaščitenih linijah, ne, potem pač vdor v sistem dobiva še drugačne in še večje dimenzije, potem mora cela država, ki ščiti te linije, premisliti, ali jih zadosti ščiti, ne. Ocena pa je, spet citiram
Ja, pa ne vem, če sem tam pri njem to prebral, pri gospodu Podbregarju, ampak ocena je, da naj bi šlo bodisi za njen ali pa za njegov domači telefon. Oziroma za neko linijo, ki ni bila varnostno pokrita. Ne. Pričemer je premier zelo jasno povedal, da on za vsebino teh pogovor nikoli ni videl, ni bil seznanjen. Ne. Če je to res, najbrž je. Ne. Okay, mava nedopustno, neumno. Neprevidno najmanj. Ne. Ja, jaz pa bi uporabil besedo neumno v močnejši različici, pa se zdaj ne spomnim. Ja. Mava pa še 3 umazano, ne? Pravi postopanje Republike Hrvaške, naše prijateljske sosede. No, to je pa posebno poglavje. Ne? Je pa tretje poglavje. Tako je, to je pa posebno poglavje, ki bi ga pa jaz dejansko zdaj, če se že pogovarjamo o nacionalnem interesu, v bistvu postavil kot premislek o nacionalnem interesu številka 1. Ne? Prvo, kar je nacionalni interes, to, da slovenska država spoštuje postopke, spoštuje pravne zaveze. Ne? Pa jih ne. Torej je treba na tem nekaj narediti. Ne? Zdaj, če bodo ljudje odstopili, če se bo o tem diskutirali, potem je to pravilna pot. Drugo, kar je, ne, je pa to, kar se je zgodilo, za mene resnično nezaslišano. To pa je nezaslišano. Se pravi, da neka država, v redu, Ivo Vajgl je v svoji prvi reakciji kot evropski poslanec, ki jo je napisal, zavzel zanimivo stališče. Ne. Prvo, kar je, če že pride do nekega takega incidenta, to je incident, ne, tokrat spet v Piranskem zalivu, če se spomnimo serijo. Tiranski zaliv. Če se spomnimo serijo incidentov, ki so se vedno dogajali in ki se kasneje izkazalo, da po dogovoru Sanader Janša, če se spomniš. Ne. To je bilo vedno območje, v katerem se je delala neka umazana visoka politika. Ne. In tokrat, ne, a veš, Američani so prisluškovali Francozom in Nemcem v njihovem netransparentnem dogovarjanju okrog Grčije, pa grških dolgov, pa grškega reševanja grškega problema. Ne, in to je Wikileaks to razkril in potem, a veš, je bilo Američanom nerodno, Nemci so bili umirjeno jezni, Francozi so bili umirjeno jezni, ampak transkripcij teh zadevščin, ki bi bile podprte z vladnimi dokumenti ali pa z vladnimi ugotovitvami, ne, tega ti v nemškem tisku nisi mogel prebrati. Ne. Se pravi, administracija se je zavila v molk in je poskušala rešiti neugodno situacijo, ne pa da je bila to v bistvu pogajalska pozicija za neko drugo zadevo. Ne. In to, kar se je zdaj zgodilo, ta Kroliks, ne, to je nek Kroliks, ne, a veš, se ne bi najprej pojavilo v Blicu, v srbskem mediju, ki je potem v bistvu dal osnovo, to so klasične obveščevalske finte, ne, dal osnovo za to, da se sproži hrvaški tisk, ne, in Večerni list potem pojavi posnetek, za katerega je pa popolnoma jasno, da se do njega pride pač na podlagi. Je pa kar solidno stereo, ne? Tako, Mislim, prozorna finta, ne? Zelo prozorna finta. In potem to pa ocenjujem za zelo neinteligentno, prenese v javnost pač kot dejstvo, o katerem se ne diskutira, diskutira se pa vsebino. V redu, vsebino se bo diskutiralo. In mogoče bo celo podrla arbitrarni postopek. Ne bo pa podrla dejstva, da je nekdo naredil dejanje, kakor ga je naredil in kakršnega je naredil. In ta Kroliks, ne, bi jaz postavil kot nov premislek slovenskega nacionalnega interesa v odnosu do Hrvaške. Jaz mislim, da je to mejni dogodek, od katerega naprej se Slovenija do Hrvaške več ne more obnašati, kot se je do zdaj. Jaz mislim, da je to mejni dogodek. Ne? Ja, zdaj, jaz sem tako zaznal včeraj, ne, da proba zunanje ministrstvo malo minimizirati, ne, pa da gre za neke spine, ne, ki so v funkciji hrvaške predvolilne kampanje, volitve bodo imeli na začetku leta 2016, ne, očitno pa ne gre zgolj za nek enostaven predvolilni spin. Gre za oboje, gre za spin za arbitražo, ker pač je nekako postalo jasno, da je arbitražno sodišče naklonjeno bolj slovenskim pričakovanjem kot hrvaškim. Ne. Morda. Mislim, iz tega, kar je tukaj razbirati, je to verjetno in to možno. Ne. Pričemer seveda v oklepaju meni vedno odzvanja razumnost slovenske potrebe po izhodu na odprto morje. Mislim, ne glede na to, a sem ali nisem Slovenc. Ne moreš ti ne države zapreti v formo mlakuže, ne, in ne pustiti izhoda na odprto morje v formalnem smislu. Ne. Se pravi, zahteve Slovenije v tem smislu so verjetno naletele na
na razumno rezoniranje, kaj se sploh pričakuje, glede na to, da Hrvaška dejansko ima ogromno morja, zgodovina je takšna, kakršen je, nedefinirana, ampak pustimo to, za ni predmet. Ne? Ja, jaz videl, da so med tem zmerili, da imajo nov največji otok. Kjer? Ja, ni več Krk, ne, kot sva se midva v osnovni šoli učila, ne, da je Krk največji jugoslovansko-jadranski otok, pač pa so po novem dali prednost Cresu. Cres je večji. Ampak v resnici to s Piranskim zalivom nima zveze. Ne? Namreč ti vidiki, ne, to zdaj je vse predmet nekega moralnega ali kakršnega koli že preigravanja, ampak to samo dejstvo, ne, da je Hrvaška, mislim, to so balkanska posla, to pa so balkanska posla. Ja, vse so tudi naše so balkanske. Vse v paketu govorim. Ja. To so balkanska posla, ne. Pričemer je pač treba dati dimenzije temu, kar se je zgodilo. Jaz pričakujem dejansko, da bodo na slovenski strani konsekvence zelo vidne. Ne. Pričakujem pa tudi, da bodo na hrvaški strani. Na vsak način pa od svoje države pričakujem, da bo do Hrvaške zavzela zelo pozicijo nacionalnega interesa. Ne. Ker to, kar se mi zdaj vidi do Hrvaške, do katere sem vedno gojil pozitivno mnenje, stališče ali pa nagnjenja, ne, se mi pa zdaj kaže s tem gospodarskim udiranjem v slovenske gospodarske sisteme. Smo Evropejci, ni problem, kdo kup Mercator, ne. Ampak ko pa enkrat začneš take stvari videti, si pa mislim, da spet Hrvati gojijo idejo, da smo mi podalpski Hrvati v Sloveniji, ali kaj? Idejo slovenskega nacionalnega interesa je treba, po mojem mnenju, redefinirati odnose do Hrvaške, redefinirati, se pogovarjati o strateških stvarih, o katerih smo se nehali pogovarjati pod vidikom Evropske unije. Sem popolnoma prepričan, da je tako, seveda za popolno predpostavko, da se mora to dogajati absolutno na zakonit način. Tu ni diskusije. Medtem, ko si ti govoril, sem se pa jaz spomnil, ne, kako bi pa lahko Hrvaška ta drek še bolj zmešala. In sicer tako, ne, da ne frcne Hrvaška obveščevalna služba, ne, prstni odtisi sicer niso vidni, jih pa lahko zaznamo, ne, da ne frcne Hrvaška obveščevalna služba tega Večernemu listu, pač pa frcne Wikileaksu. Ne, in da je na Wikileaksu potem to objavljeno, ta priložnost je zamujena. Kjer je pa dežurnih osumljencev, ne, kdo je to frcno naprej, lahko več. Ne, zapravi, zamudili so imenitno priložnost, ne, da informacijo ven frcnejo, pa potem krehajo, da je pravzaprav to Wikileaksu forwardiral nekdo iz nemške obveščevalne, francoske obveščevalne, ameriške National Security Agency, konec koncev z kakšne sovjetske obveščevalne službe. To priložnost so zamudili. Gre pa za tehnologijo. Kar je dobro, no, to priložnost so pač zamudili. Gre za tehnologijo in ta tehnologija, pač inženiring, ne, tega dogodka, sporočilo je pa to, poglejte, kako neprimerne stvari počne Slovenija. Ne. Torej, a prisluškovanje je pa primerno. Ne. A veš? Oboje je slabše. Ne, če bi oni z temi podatki mimo najbolj, bom rekel, agitpropovske napake, ki jo lahko narediš, to, da greš preko populističnega tiska v visoko politiko. Mislim, tle je Hrvaška tako spodrsnila, ne samo na diplomatskem, ampak na državniškem parketu, da nima pojma. Ne moreš ti, mislim, to so pri nas včasih delali, v času tranzicije, če se spomniš, ker so mediji začenjali teme na enak način, potem je pa politika zadeve povzela in iz tega naredila kejse. To je nekaj, kar danes nekako se več ne upam, da se več ne dogaja in tega tudi ne pogrešamo. Se pravi, da so to šli storiti, mislim, to je nekaj tako prozornega in zavržnega, da resnično je človek prav užaloščen, če hočeš. Ne. To je pa neinteligentno, no. Res. Mislim, naj Sloveniji, zakaj niso šli na sodišče, pa Sloveniji stavili računa pred sodniki, ne? In potem na neki visoki etični ravni pred pristojnimi, se verjetno obstajajo institucije, obtožijo Slovenijo tega in tega in tega, do obveščevalnih podatkov imajo pa po lastnem zakonu menda pravico. Ne? Ja, po lastnem zakonu menda imajo to pravico. Ampak jed s tem v svojo narodno politiko pred javnost v populistični obliki delati pritisk državljanov do Evropske unije. Ne? Mislim, to so pa balkanska posla.
Dobar. Tega Nemci ne počnejo, ne? Ne. Tega Francozi ne počnejo, tega Američani ne počnejo. Ne? Kaj, jutri bova pa komentirala vročinski rekord, se pravi naše uspehe. Jutri je ohladitev, če jaz povem. Dobar. Danes bo rekord, v sredo. Je bil. V sredo bova naprej debatirala. Prav.